Lepo pozdravljeni in dobrodošli na poti do svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023. Danes pa gostimo eno najmlajših, ampak eno najbolj izkušenih sodelavk organizacijskega komiteja Planica. Z nami je Ana Dolhar, ampak na tem svetovnem prvenstvu bo skrbela predvsem za prostovoljce. Ana, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Ana, za začetek, brez prostovoljcev si seveda največjega zimskega športnega dogodka svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju od 21. februarja do 5. marca 2023 ne moremo predstavljati. Srčni so, prijazni, vedno so pripravljeni pomagati. Kako poteka njihovo delo? Če izhajam iz sebe, sem začela kot prostovoljka v Planici v 4. letniku srednje šole. Takrat si me za pomoč prosil ti, Bojan. Delovala sem kot asistentka in se še danes spomnim, kako ponosna sem bila, ko sem prvič prišla v Planico s svojo akreditacijo. Ti se mi pričakal pri žičnici, sva se peljala gor v stolp, kjer je bila moja naloga dvigovanje telefona. Nič kaj težkega, ampak to sem smrtno resno vzela. In vsa ta leta do zdaj sem ostala v Planici, si nabrala veliko novih prijateljev, izkušenj in verjamem, da to pač upam, da bodo to izkoristili tudi vsi, ki si želijo sodelovati v Planici kot prostovoljci. Ana, mislim, da je zdaj res ta prav čas, oziroma da je tole tvoje delovno mesto zdaj v organizacijskem komiteju za svetovno prvenstvo res tisto pravo. Veliko stvari si že probala, ampak prav s prostovoljstvom si začela. Zato bi lahko, mislim, da predvsem najprej opisala športne dogodke, ki potekajo tukaj v Planici. Ne vem, če na sebe pomislim, vedno eno tako pričakovanje, pri tebi pa vredno še huje. Tako je, ja. UK Planica vsako leto organizira finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Od leta 2016 organiziramo tudi svetovni pokal v teku na smučeh. Seveda vsako leto pa tudi organiziramo prireditve nižjega ranka, tako imenovani celinski pokali v vseh 3 nordijskih disciplinah. Zdi se mi izjemno pomembno, da so ta tekmovanja domačih tleh, tako da imajo naši tekmovalci prednost domačega terena in da lahko na ta način posežejo na najboljših rezultatih. Seveda pa je to tudi ena velika promocija za sam nordijski šport v Sloveniji. Zdaj, če se postavim v vlogo prostovoljca, se pravi, se obrnem nate in potem mi ti poveš, kaj lahko kot prostovoljec pričakujem, kaj mi vi nudite. Vsak sodelujoči bo prejel zimski komplet in tudi 2 brezplačni vstopnici za ogled prireditve. Organiziran bo tudi brezplačni prevoz iz Ljubljane v Planico. Seveda po koncu prvenstva bo zabava za vse sodelujoče, ampak kar se mi zdi, da največ šteje, je to, da si pridobiš izkušnje z vso organizacijo, da tudi vidiš prireditev z drugačne strani in seveda, da postaneš del te skupnosti, ki se vsako leto vrača v Planico. Pa morajo prostovoljci imeti kakšne posebne veščine, poleg tega seveda, da so prijazni? Posebnih veščin niti ni potrebno, vsi sodelujoči morajo biti starejši od 16. leta. Verjamem, da pač, ko bo o prijavi, bodo vsa ta področja, kjer je možnost sodelovanja, tudi bolj natančno opisana, ampak jaz vedno pravim, da naši prostovoljci so, kot si rekel, veseli, srčni, pripadni in na ta način vedno ohranjamo in bomo ohranjali planiški duh v Planici. In kaj bi jim za konec sporočila vsem tistim, ki bodo delo opravljali kot prostovoljci, seveda poleg tega, da je to enkratna priložnost, da so na največjem zimskem športnem dogodku v zgodovini Slovenije. Verjetno posebno doživetje, čast in pa seveda tudi referenca za naprej. Tako je. Biti del največjega športnega dogodka v Planici, se mi zdi, da je to že eno veliko dejstvo oziroma priložnost za vse, ki bi želeli sodelovati. Prijave bodo možne preko spletne strani www.planica.23.si. Online prijave se bodo odprle septembrom. Seveda pa vabimo vse, ki bi želeli prej nas kontaktirati, da nas pokličejo, da nas poiščajo. Vsakega bomo zelo veseli in ob tej priložnosti res vabimo vse, ki bi želeli biti del največje zgodbe v Planici, da se nam pridružijo. Hvala lepa, Ana, za tale klepet. Tebi in pa tvoji ekipi želim veliko uspeha. Najlepša hvala. Spoštovane, spoštovani, najlepša hvala in se vidimo na FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju Planica 2023.